se meni zdaj en tak človek, ki ni samo tako, kot vsi smo z marsičem nezadovoljni, ne? Pa pol en drugo malo jamramo, ampak Irena pa ne, ona se pa loti, ona se vsem nezadovoljni. Ona nekaj tako naredi, ne? Tudi recimo, mi so se spoznali, ko sta najina otroka šla prvi razred, ne? In mi so 4 leta spreminjali prehrano na šoli, ne? Recimo, zdaj, koliko so uspele, niso uspele, ne? Ampak Irena je bila vedno za akcijo, no? In se mi zdi, da danes to predavanje je namenjeno sicer najstnikom, ne? Meni je res strašno žal, ker najstniki nekako ne pridajo na takšne stvari, ampak ker bi želeli malo lajšati pravzaprav življenje, ne? Da izkušnje starejših ne samo od staršev, ampak zvajo še od koga drugega. Tako da, Irena, jaz ti dam besedo. Prosim. Najprej, a ste zaštekali naslov? Skozi to ogabno musko. Niste. It's now or never. Od Prislija. To je moj generalno sporočilo za danes. Zdaj, en slajd sem namenila svojim 25 letom oblikovanja. Delala sem milijon projektov. Recimo Mesto žensk sem oblikovala 10 let, to je festival, ki ga poznate. Sajt od mladine sem oblikovala, sajt od Matkurje, kaj je bilo še tazga zanimivega. Slovensko mladinsko gledališče, filmski sklad, v K4 sem delala dolg časa. Kot France Prešeren sem pokrivala, od časopisov, ki vam bom pokazala, sem delala Lesbo, pa zdaj Narobe oblikujem. Te dva časopisa pokrivata LGBT community. Potem, kaj je še bilo? No, tukaj je en tak ekstrakt tega, kar sem počela. Ena zelo bistvenih izkušenj je bilo žiriranje v Art Directors Clubu v New Yorku, kjer smo mogli v parih dneh med 18,000 izdelki izbrati najboljše kategorije. In ta izkušnja je zame naredila to, da pol leta nisem mogla oblikovati. Ker sem skozi te krasne dizajne razumela, da oblikovanje samo po sebi ni pomembno, nič ne prinese. In da je oblikovanje lahko samo nadgradnja. Namreč takrat sem bila mlada in sem hotela eksperimentirati z različnimi oblikami, fonti, papirji, Ampak potem sem seveda doumela, da je oblikovanje lahko samo izide iz neke potrebe po nečem. Tako da, pa še ena zelo fajn stvar je bila pri tej izkušnji, da sem ugotovila, koliko imamo srečo, da smo tako majhni. Ker vsi ti moji kolegi dizajnerji, s katerimi smo skupaj delali teh par dni, so bili blazno znani, zelo prestižni, zelo, kako bi rekla, zelo so imeli že svoje pozicije v tem svetu oblikovanja, ampak so oblikovali samo ozke segmente, zajemali so samo ozke segmente dizajna. Recimo, en se je ukvarjal samo s CD ovitki, en z letnimi poročili, en z, ne vem, celostnimi podobami za podjetja. Medtem, ko moj portfolio takrat je zajemal vse to, ne, te alternativne skupine, pa umetniške projekte, recimo oblikovanja za firme in tako naprej. Tako da se moramo zavedati tega, koliko je fajn, da smo v takem prostoru, ker nas bolj, se lahko več naredimo, lahko gremo širš kot v takem, kjer je konkurenca, pa gostost večja, kot je tukaj. No, in eno samo stvar bom pokazala od tega dizajna, da pokažem, kako se jaz lotevam izboljševanja stvari, recimo v dizajnu. Skupina lezbičnih aktivistk mi je prinesla svoje zine
in me prosila, če lahko mečkan upgradam in dizajn in da gremo v tisk. Želela so si mečkan bolj resen časopis. In potem sem jaz tako malo razmišljala, kaj narediti. In sem oblikovala tako veliko baročno revijo, ki je v bistvu taka mehka, ženska, taktilna. Naredila sem tak nož, da ima tak lep otip. In moj namen je bil, da skupnost, ki je bila takrat v bistvu zelo tiha, geji so že imeli svoj prostor, lezbike pa ne, lezbike so bile skrite. Sem želela, da jim tudi ta revija pomaga, da v tem, kako bi rekla, družbi, ki jim ni naklonjena, dobijo boljši položaj. Seveda, tako vedno, ko delaš te spremembe, stvari niso take, kot si zamislil, da bodo. In potem, ko smo prišli iz tiskarne, smo imeli sestanek in dekleta, en del deklet je bil zelo nezadovoljen z tekstom, da zdaj pa tega več ne moramo skrivati. Tega se ne da skriti, tega se ne da prepogniti, tega se ne da... In sem rekla, girls, to je point. In pravzaprav zdaj skozi teh, koliko, to bo 96, cirka, skozi teh 19 let delovanja kako bi rekla, kot oblikovalka na tej sceni, lahko rečem, da sem imela prav, ker namreč, v teh revijah nismo imeli nobene domače fotografije. Če je že bila kakšna domača fotografija, je bila brez glave. Lokalni, kako bi rekla, ljudje niso se upali dajati svojih fotografij v revijo. Zdaj, v tej reviji, ki jo zdaj oblikujem, ki se reče Narobe in je taka bolj, tako ni izključno lezbična, je pokriva celo paleto in je taka klasična in nazadnjaška v oblikovanju in ima eno samo, mislim, ima prednost, ki je zame dokaz, da se stvari lahko spreminjajo na boljše. In to je, ko odpreš to naslovnico, imaš coming out od 4 članov te skupnosti. In to je zame velika zmaga. Od revije, kjer so vsi mogli biti anonimni, do te predstavitve je velik korak. Pa še, kar pa recimo zdaj v tem trenutku manjka v teh revijah, so pa naše družine. Naše družine se ta hip še ne upajo objavljati svojih fotografij v lokalnih časopisih. No, in mogoče čez ne vem koliko, 10 let, bojo družine spet lahko nastopile. In to je vse, kar vam zapovedati o oblikovanju. Zdaj pa, če se slučajno sprašujete, kaj ima ta sibirska leteča veverica, ki živi na Finskem, povezave z galerijo arhitekture, jo ima. Namreč, ta veverica je tako ogrožena, da že pojav njenih iztrebkov na neki lokaciji pomeni zaustavitev projekta, kakršnega koli že. Tako da ljudje, ki recimo te nimbiji, ljudje, ki se borijo proti nekim investicijam v svoji neposredni okolici, nekim novim gradnjam, posurfajo po internetu in iščejo drekce od te veverice. In jih dajo na lokacijo in pride posebna komisija, ki zaustavi vse dela in to je rešitev.
In jaz tako razmišljam, ne, da kako mora biti z našo družbo nekaj narobe, da se morajo navadni ljudje posluževati takih fint. Ne. Je v bistvu kar ni prav, kako bi rekla, vesela novica. Ampak pa tudi ne daje ti prav veliko poguma za delo v prihodnosti, ampak jaz sem se tako odločila, da kljub vsemu temu, ne, da se nam kaže, kot da nas bojo multinacionalke pojedle in se bomo težko obranili pred stvarmi, ki jih ne maramo imeti v svojem življenju, se mora vsak od nas malo vprašati, na kakšen način lahko prispevamo k boljšemu stanju in družbe in okolja, v katerem smo. In tle, recimo, bi rada povedala, da volimo, ne, vsak dan se odločamo skozi te naše male korake, skozi recimo nakup ene ali druge stvari, recimo če gremo v tržni center kupiti skuto ali pa če gremo to isto eno drugo skuto kupiti k lokalnemu kmetu. Veliko razliko naredimo v kvaliteti prostora že zdaj, kaj šele v prihodnosti. In si več ne moramo privoščiti, da ne bi razmišljali o teh naših korakih. It's now or never. Moramo začeti vsi delati na tem, da delamo čim manjšo škodo, če že ne koristi, ne? In družbi in okolju. Jaz sem tako svoj life razumem skozi te tri, kako bi rekla, polja delovanja in seveda se moja družina z družbo in z okoljem, vse te stvari se zelo prepletajo in opisala vam bom 12 svojih projektov danes na čim hitrejši način. Bom začela od hiše, jaz tukaj živim par metrov stran v tele narobe obrnenem uju. To je hiša, ki je del srednjeveškega obzidja. Imamo poličko, ki je široka 1,40 m, kar pomeni, da se lahko lepo ležeš počez, ko gledaš skozi okno. Sestavljena je iz 2 delov, iz tega srednjeveškega dela, pa iz baročnega dela, vmes je tak hodnik, ki je zdaj postal tudi bivalen. In jaz sem se 9 let nazaj preselila v to hišo. V zadnjih letih, zadnje čase opažamo velike spremembe v neposredni bližini hiše. Recimo 3 knjigarne so zaprte. Ena knjižnica je odšla. Noter prihajajo banke in ne vem, zlatarne. Zdaj od nedavno je zaprt tudi različica Bikofeja, ki je igrala neko Bikofej, ki je igral kulturno središče pravzaprav. Zdaj bomo videli, kaj bojo novi najemniki naredili. Ampak tako človek ima nekako občutek, da se atmosfera v prostoru tako zapira in manjša. Ne? In potem, kadar jaz to začutim, začnem še bolj delati. In ena od stvari, ki sem jo naredila za to hišo, je, da sem prepričala najprej vse naše sostanovalce, da rabimo obnovo. Zato sem porabila 3 leta in potem smo šli v obnovo. In zdaj, še ena stvar, kar je pa se pozitivnih stvari dogodilo na tem našem trgcu, oziroma križišču, ki je zdaj postaja trgec, je pa to, da to je pogled z enega od naših oken, da smo imeli stoječ promet, zelo pogosto nismo mogli odpirati oken, ker je tako smrdelo.
in hrup je bil stalen in zelo je bilo pravzaprav neprijetno, nisi se mogel nič ustavljati, nič pogovarjati. In zdaj s to pametno mestno politiko smo dobili unikorne, ne, namesto avtov. To so, ko pogledam enkrat skozi okno in hčerkine sošolke od spodaj pišejo to zezanje moje hčerke, ki je taka darkerca, in potem so šli skupaj to delati še drugim sošolcem. In ko tista cesta, ne, ki je polna smradu in prometa, postane spet prostor za navadne ljudi, to tako lepo videti. Tako da hvala mestu za to spremembo. To je recimo Ana Desetnica, v nedeljo zjutraj ob 6. vadijo za predstavo Mati Korajža. Dihanje, glasove in teh posnetkov imam milijon različnih stvari, ki se dogajajo pod hišo. Odkar ni več avtov, prej so bili samo avti. Zdaj pa naša hiša. Zgornji posnetek je, kako je bilo prej. Spodnji posnetek po moji sosedje imenujejo Irenina kaprica. Tako da zelo zanimivo, jaz sem mislila, kako bodo sosedje veseli, da imamo tako lepo hišo, ampak ne, to včasih ne dela. V glavnem pri prenovi te hiše, ki zelo spoštujem vse njene elemente zgodovinske in tako, sem se fokusirala na okna. Mislim, na vse sem se fokusirala, leto pa pol sem namenila svojega življenja prenovi, ampak predvsem sem hotela odpreti odprtine, ki se jih je dalo odpreti, ker so stanovanja tukaj zelo temačna. In sem potem z arhitektom skupaj po 6 mesecih sodelovanja z spomeniškim varstvom prišla do rešitve s temi okni, ki se odpirajo kot harmonika v celoti in smo pridobili 2 velika hodnika oziroma 2 velika balkona s tem. Na kar pa nisem računala, je pa to, da te velike steklene površine zdaj oddajajo toliko svetlobe, da v naših teh notranjih prostorih več nimamo prižganih luči srednjega, kar je prej smo morali imeti, če smo hoteli kaj videti. Tako da je prišla taka nepričakovana prednost še zraven. Tlele recimo vidite en zob, s katerim smo rešili grozne grde cevi za toploto, toplotne cevi in tako smo majčkeno umaknili, da ni tako kot v neki tovarni iz 70-ih. Zdaj vam bom pokazala še par posnetkov od vmes. Ko sem se preselila, to je naše notranje dvorišče, smrdelo po fekalijah, po mrtvih golobih, po živih podganah, kup nekih smeti je bilo, taki betonski bloki, in jaz sem to vse sčistila, odpeljala na odpad, kupila velike odrasle rastline, posadila in ugotovila, da nič ne morem delati na tem prostoru. To je Julijana. Z Luno, ki barvata. V glavnem, to naše krasno dvorišče, ki je bilo dragulj, mesto srečevanja sosedi, večerje, projekcije, vse sorte stvari si jaz tam predstavljam, je bilo navadno parkirišče. In nakar sem rabila 4 leta, da sem prepričala večino sostanovalcev, da umaknemo avte z dvorišča, ker
se mi je zdelo, da so živi ljudje bolj pomembni kot avti. In to mi je res uspelo, vendar, tlej še malo bolj vidite te cevi zanimive. Zahvala za umik avtov iz dvorišča je bila ta, da so mi porezali skoraj vse rastline, razen ene. Ta je zdaj še živa, ampak letos so tudi malo nekaj naredili, tako da, to je ta nenehno ukvarjanje z različno mislečimi sosedi. No, tako. Tukaj sem kažem, hočem pokazati velikost teh oken. Proces je bil izjemno zapleten. 3 mizarje sem zamenjala, da smo končno dobili tazga, ki je uspel, ki je znal narediti S-profil. Potem je ta mizar naredil napako pri merjenju in je naredil okna, ki niso bila pravih dimenzij. Za pol metra se je zmotil. In potem je bilo treba še enkrat delati okna in mene je bolelo srce, ker je super mizar sicer. Odličen in edini od vseh, ki sem jih našla, da je sploh bil pripravljen sprejeti tako delo. Velik moment sreče zame je bil to prva vgradnja, prvo okno, ki sem videla noter. To je eno od teh zelo hudih delovnih okolij za delavce. Poln prahu, ko so snemali dol ta ogrodja. No, pa znotraj stanovanja smo pa recimo v dnevni sobi, bila ravno tako zelo temačna in sem se odločila, da odprem 2 slepi okni. Eno na tej steni, eno na steni tukaj. Malo nas je skrbelo, da sta okni niso pravi, da bomo imeli statične probleme, ampak je bilo vse v redu. Našla sem tako okno in strašno lep moment je bil, ko smo prvič zagledali ta pogled skozi to okno. Tako, zelo fajn. In seveda en od teh malih detajlov te prenove je bil tudi, da je v tem trenutku tle -9 stopinj zunaj, zima, in da imaš vse odprto in tako naprej. Ne bom šla razlagati še naprej, ampak je bilo zelo zanimivo in vredno napora. To je pa posebej, nič nima veze z okni, s pogledom pa. To je fasada na Gosposki, ki se zelo težko vidi od spodaj. Tako da sem vam to hotela pokazati, kako je lepo iz tega rakursa. Poleg tega urejanja, izboljševanja našega prostora življenjskega, sem se odločila, da bom tudi skozi hrano poskušala vplivati na, seveda naše zdravje, ampak tudi na stanje našega okolja. In začelo se je s kruhom. Namreč hčerka je imela alergije in smo kar naenkrat mogli začeti brati vse sestavine v vseh trgovinah. In to je bilo strašno naporno in nič nisem razumela in tako izgubljena bitka se mi je zdela že takoj. In pa sem šla vprašati, sem šla v trgovino in sem prosila, če mi dajo seznam sestavin za moj najljubši kruh. In sem dobila tako debelo knjigo. Moj kruh je nastopal na 2 straneh te knjige. Imel je 40 dodatkov. In s tem vedenjem sem naslednji dan začela peči kruh iz ekološke moke. Tako da to so recimo ene madlenke, ki jih delam. Pečem skoraj vsako jutro, da se zbudimo v tak lep vonj in da ima otrok malico. To je pa recimo morska varianta, ko sem pekla v školjkicah, ki sem jih nabrala na odprtem ognju, te iste madlenke. Seveda pa se ni, kako bi rekla, se nisem ustavila pri kruhu, ampak sem začela iz te čiste lenobe, ker se mi ni dalo kar naprej gledati, kaj
kaj je noter v posameznem živilu, sem se odločila, da bom začela gojiti svojo lastno zelenjavo. In to je šlo tako, v bistvu iz leta v leto sem nekako boljša. Recimo sem kupila najprej seme, vzgojila rastlino, potem shranila seme in naslednjo sezono sem že lahko vzgajala svoje rastlince. In zdaj to vsako sezono imam več tega, kar zmorem sama proizvesti že od začetka. Še bolj seksi je delati hrano oziroma delati s hrano, ki sploh ti ni treba potovati, niti s kolesom ne. In šitake recimo gojim doma, občasno. Totalno nekomplicirana stvar, samo vsake toliko, ko bližmim šitak, še malo pošpricaš v eno smer in malo morajo biti v pol temi in imaš vsak dan pridelek, ki, če ga je preveč, ga začneš sušiti in potem ti nekaj časa ni treba gojiti, ker imaš suhe in glavnem enostaven postopek. Pol, seveda, v tej naši samooskrbi so zime še vedno problematične. Še vedno nisem popolno samooskrbna izven sezone, ampak vseeno vsake toliko, recimo enkrat na teden, lahko izpod snega naberem neko solatko ali pa nek brokoli ali pa brstični ohrovt ali pa zelje. Tako da ne dosegam polne zadostnosti, ampak nekaj pa. In to tako iz sezone v sezono bom tudi v zimski sezoni boljš. Zdaj, ko sem poskrbela za to, ko sem razumela, kako lahko svojo hrano zrihtam, sem zaštekala, sem razumela, da te skupnosti, ki jih jaz najbolj čislam, recimo LGBT skupnost ali pa ta skupnost, ki se je ustvarila v Bikofeju, ta progresivni del družbe, ki gara, ustvarja in ne misli nase, ampak samo dela stvari tudi za druge, da ravno ta del družbe nima časa sploh se posvetiti svoji hrani in ne poveže svojega zdravja s hrano. In sem se odločila en dan, da moram to spremeniti, da moram pomagati, tudi če nočejo, ne. In sem potem z Barbaro Reigl, ki je bila lastnica Opna, tako 2 leti sva se pogovarjali o tem. Jaz sem želela, da moja japonska prijateljica, ki je kuharski šef, pride delati ekološka kosila v Open. Vmes je ta prijateljica odšla na Japonsko nazaj, potem z cunamijem se spet vrnila in vmes je bilo 2 leti. Da je potem prišlo do realizacije ekokosil v Opnu, v Bikofeju pa do eko sendvičkov. In to je izgledalo takole. Če ste lačni. Seveda je projekt, kako bi rekla, ni bil sustainable. Ko ostaneš ob 3, da bi začel peči kruh, da narediš sendviče in potem začneš delati kosila in prideš ob 6 domov in potem čez 3 mesece ugotoviš, da ni bilo nikjer nič zasluženega, da si v bistvu dajal samo nazaj v ingrediente. V bistvu je težko najti model, ko hočeš biti popolnoma iskren do uporabnikov, ker hrana v drugih restauracijah potuje iz dneva v dan, ne. Ko ima eno življenje v sredo in ni uporabljena, dobi drugo življenje v četrtek in tretje v petek in tako. Tukaj smo mi imeli
so imeli vsak dan sveže in Tajko ima zdaj, ko se je Open zaprl, ima svoj prostor Kolaž, kjer dela to naprej. Seveda sva te najine sendviče nesle vsem tem kmetom, kjer so kupovali te ingrediente. Tako da so pokazali, kaj sva iz njihovega dela naprej naredili. Še ena velika skrb doma, ki je povezana z okoljem, so kemikalije. In jaz sem to rešila tako, da sem en dan vzela vsa zdravila, ki smo jih imeli v marci, dala v vrečo in nesla na odpad za nevarne odpadke. Isto sem naredila s čistili, kozmetika je itak praktično neobstoječa. Pri oblačilih in pravzaprav pri vseh stvareh, ki prihajajo v tvoje življenje od daleč, moraš pri nakupu, mislim, bi bilo fajn, da pri nakupu razmišljaš tudi o tem, kaj je proizvodnja tega tvojega poceni oblačila za 4 evre, cela majčka, naredila na mestu nastanka. Kako živijo ljudje, ki so vpeti v neko to slabo plačano delo, kjer jim uničujejo okolje s proizvodnjo, s katere izdelki pridejo do nas. Da ne govorim o nanotehnologiji, o vsem tem, kar prihaja v naš dom, ne da bi mi se zavedali. Jaz vsako leto grem na en dan, ki ima naslov Kemična varnost. Organizirajo pa druga sošolka iz razreda in tam dobim informacije o raznih stvareh, recimo, te stekleničke za otroke so pa pravzaprav strupene, že vsa ta leta in jih zdaj pa res ne smemo več uporabljati. Zvem za taka dejstva, ki jih ne bi nikdar zvedla, pa pravzaprav moram še malo med vrsticami poslušati. Ker ljudje seveda iz tega posla ne morejo sami sebi pljuvati v skledo. Potem še ena stvar, za katero zelo skrbim, je, kako pridem od ene točke do druge točke. Kakšen je moj transport in pri nas uporabljamo tako večinoma kolesa, pa longboard, pa skupne prevoze z avtomobili. Tako da recimo tle vidite, kako jaz grem od doma do vrta, medtem ko tukaj grem od doma do Berlina. Se pripeljem na točko, kjer sem dogovorjena za ta skupni prevoz. In ko si delimo 6 ljudi ali pa 5 ljudi in avto, je to to vse skupaj manjša obremenitev za okolje. In seveda tudi za moje finance. S tem, ko se mi ni dal brati več napisov na hrani, sem začela iskati površine, kjer bi lahko par minut vožnje od doma začela gojiti svojo hrano. In prva lokacija, taka pravrt za mene, je vrt, ki je zelo povezan z arhitekturo. Namreč vrt frenda, ki je bil nekaj let odsoten iz Slovenije in nama je Stajko dal najem to svojo površino. Ta vrt je pa povezan z arhitekturo tako, da so tukaj gor okna, skozi katera gledajo študenti arhitekture. In s to Stajko sva naredile, to je čiščenje terena, sva naredile ene take posebne oblike, neko tako torto, vse z namenom,
da bi bili študenti arhitekture bolj inspirirani in da bi potem delali boljše izdelke, ko bojo enkrat odrasli. Tako da to je trajalo nekaj časa, potem je prijatelj prišel nazaj, tukaj še delamo vsi, hčerka, prijateljica sin. In smo si mogli poiskati novo lokacijo. Tukaj samo zato, da se ne boste preveč dolgočasili. Tle bom pokazala 3 moje solate z mojih vrtov. 1, 2, 3. To so vse jedilne rastline in so blazno dobre, pa ful dobro izgledajo. V glavnem, lansko leto sem imela 7 vrtov vsega skupaj, na koncu sezone sem pridobila še 8. In to niso velike površine, ampak ko se sešteje, pride tam enih 130-140 metrov, 140 kvadratov površin. In to je recimo en načrt, ki sem ga delala, kako bom, ko bi open še open, kako bom povezala te svoje vrtove z knjigarno Behemoth, z mestnim muzejem, z Openom, potem z inštalacijo čebel, ampak nažalost mi je moj načrt zgrizel naš pas. Tako da mogoče zaradi tega vse te stvari niso do pikice natančno uspele. Zdaj bi na hitrico predstavila ta naslednji vrt, na katerem sem delala, ki ga verjetno vsi poznate. Onkraj gradbišča, vrt, ki ga imamo na spečem gradbišču, zdaj že od 2010. 100 nas je že zdaj. Jaz sem ena od koordinatork, ki urejamo, mislim, ogromno stvari moraš urejati, čeprav misliš, da je to samo tako, raste solata. No in sem narisala razvoj, kako je od tega festivala, ko se je prostor odprl, kako se je gostila struktura v naslednjih letih. Začelo se je z umetniško Dan skozo od Polonce, potem s prvimi gredicami, najprej iz zaščitno ograjo. Mene takrat še ni bilo, jaz sem prišla šele naslednjo spomlad 2012, ker sem do takrat še imela vrt. Potem vidite tle že večkrat večjo zgostitev, uredili smo zajetje meteorne vode iz sosednjega objekta. Z študenti arhitekture pod vodstvom mentorja iz Berlina smo postavili 2 pergoli. To boste videli kasneje na fotografijah. Vzpostavili te vodne kontejnerje. Naslednje leto smo si zaželeli, ker je to pač vse obdano z ograjami, smo želeli, da je malo večja penetracija, vsaj pogleda med nami in prebivalci okrog, in smo odprli ograjo, tako da imamo zdaj mrežasto ograjo, da se vsaj lahko vidi noter. Jaz sem pripeljala čebelarja, tako da smo imeli svoje čebele, in deloval je laboratorij na Nošmanu, kjer so delali nenavadne stvari. Potem sem 2012 si zamislila še prihodnost, od katere so ene stvari zdaj že realizirane. Letos smo vzpostavili farmo deževnikov, imamo hotel za insekte, nimamo še farme elektrike, imamo ne čistilni sistem, ampak neko solarno črpalko pa. In nažalost nimamo čebel, ker prejšnji čebelar ni mogel več nadaljevati. Jaz pa zdaj v parih letih nisem uspela dobiti nobenega čebelarja, čeprav sem se zmenila vsakič,
z enimi 5 čebelarji že, šla sem na čebelarsko zvezo in nekako noben ni bil zainteresiran, da bi čebele pripeljal na to mesto. Kar je še moja, kako bi rekla, utopična mogoče, ampak mogoče pa ne, želja, je ta, da bi v mestu, da bi imeli odlok, s katerim bi onemogočili sekanje odraslih dreves. Na noben način investitor, lastnik ne bi smel posekati drevesa, ampak bi ga mogel tazga odraslega, velikega, prepeljati na drugo lokacijo, če že je taka nuja, da ga je treba odstraniti. Ali pa bi v bistvu arhitekti pa urbanisti razmislili, kako okrog enega velikega drevesa narediti objekt. In sem si zamislila dom za ostarela drevesa na tej lokaciji, ki bi jih seveda verjetno mogli tudi malo podpirati. V Tokiu sem videla ene krasne primere 400 let starih dreves, ki jih ohranjajo, imajo podprte posamezne veje in na vsakem drevesu delujeta 2 delavca s takimi malimi škarjicami. In celo leto delata na tem veličastnem bitju. Tako da sem si zamislila, da mogoče bi okrog ta drevesa podprli s kakšnim ogrodjem, v smislu, da bi bili neki balkončki, da bi lahko človek povzpel na nivo krošnje. Tako, to it remains to be seen, kaj še bo v prihodnosti. Ampak se mi zdi, da je zelo važno, malo kasneje bom govorila o drevesih, da je zelo važno drevesom nameniti večjo pozornost, kot jo zdaj imamo. Takole je izgledalo iz zraka 2011, se mi zdi, tak začetek. To je moja hči pa naši prijatelji, ki so si naredili gredico in potem seveda tudi konzumirali to, kar so proizvedli. Jaz sem naredila nekaj kolažov tega razvoja, kako je šlo skozi sezone. Imamo vsake toliko organiziramo srečanje in postorimo to, kar je nujnega za širšo skupnost, pa nujnega, kar je za vsako posamezno gredico, in potem imamo piknike, to recimo je poletna verzija. Velika vrednost tega prostora je, da starši lahko učijo otroke odnosa do hrane, do okolja. Otroci so tle popolnoma prosti, imajo hišo na drevesu, imajo peskovnik, tobogan, igrajo se, ko taksi skače v tisti tolmunček s taksijem. Tako vaško življenje smo si ustvarili na tem, pravzaprav ob 2 prometnicah. Enkrat smo rekli, da bomo že vedno jedli to, kar tle raste, dajmo enkrat školjke. In smo jedli fantastične školjke. Seveda, Elka Krasni je bila pri vas, je imela razstavo, potem organiziramo predavanja, pa recimo učili smo se, kako gojiti deževnike. To je pa ta akcija z študentkami arhitekture, ki so nabrali recimo pohištvo na odpadu, ga pobarvali in ga prinesli.
Ker imamo prodnata tla, moramo vsako leto na novo pripeljati zemljo. In lansko leto smo prvič dali pregledati in pridelke in zemljo in ni napak. Nič se ne pozna, da imamo to sred umazanega mesta in umazanega zraka. Za mene je lansko leto bilo najbolj pomembno, da sem na tej lokaciji, da sem zasadila svoji prvi 2 drevesi. Eno jablano in eno češnjo belo. In moj namen je, da zdaj na te 2 drevesi nacepam več različnih vrst, da nam bojo služile kot neka taka edukacijska točka za otroke ali pa obiskovalce. Tako da si predstavljam to našo češnjo čez nekaj časa z belimi plodovi, pa s črnimi plodovi, pa z rdečimi plodovi in jablano tudi. Jablana, ki sem jo videla, ki obstaja v Angliji in s katero dela njen lastnik že 20-25 let, ima na sebi 250 različnih vrst jabolk, kar je kar fascinantno. Tukaj smo imeli gospod Koželj, podžupan, nas je s kolesi vodil od gradbišča do gradbišča po Ljubljani. In zadnja točka je bila na tem našem gradbišču, na Resljevi, ki je edino živo gradbišče. In tukaj sem samo dodala 2 fotografiji, tukaj je zdaj že parkirišče, in za Bežigradom. Jame, ki ničemur ne služijo, lahko bi pa oskrbovale lokalne prebivalce, če že ne z veliko količino hrane, pa z veliko količino veselja. Tako, zdaj naslednji projekt, ki se je lansko leto začel. Čez zimo sem začela hoditi na predavanje o permakulturi na Metelkovo in se je sformirala skupina ljudi, 30-40. Eni od njih so našli to lokacijo, se dogovorili z lastnikom, ki je neko podjetje, ki očitno propada, da lahko delujemo na tem področju za 1 leto. In to je prej in to je pol. To je zdaj ta jesenska slika. Vmes je bilo pa takole. V bistvu smo naredili eno visoko gredo na enem delu. To je bilo zelo intenzivno delo. In kar mene pri tem projektu najbolj fascinira je, da deluje nekaj, kar sem mislila, da ne bo delal. Namreč na začetku smo se odločili, da za razliko od onkraj gradbišča, kjer imamo samo 3 skupne grede, vse ostalo ima pa vsak posameznik, da tukaj nimamo samostojnih gred, ampak da vsi delamo vse in vsi skrbimo za vse. In s temi izkušnjami, ki jih imam, ker je namreč odnos z rastlino je zelo osebna stvar. Nekdo rastline zaliva, nekdo jih noče zalivati, nekdo jih reže, nekdo jih ne želi rezati. Se mi je zdelo, da se bomo med sabo poklali, če bomo mogli to vse delati, vsi skupaj. Ampak ne, na moje veliko začudenje je to ena taka nora pravljica nastala in smo vsi še vedno v takem neverjetno romantičnem razpoloženju, da nam je iz tega travnika uspelo narediti nekaj, kar nas je prehranilo. Tako da zdaj na koncu sezone naj bi prišlo do neke dražbe, prodaje tega terena, pa ni uspela. Jaz sem si tako zamislila, da če bi mesto bilo tako pametno, kot je bilo tukaj pri zapiranju prometa, bi nekako odkupilo na kakšen drug način posedovalo spet to zemljo, ker je izjemno rodovitna, ker je to tako še en tak velik kos, ki bi ga bilo vredno ohraniti.
tam so nore stvari, ko ti prideš zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, ne moreš verjeti, da si v mestu, ker čez tebe take noro velike jate ptic plavajo in to šumenje teh kril in vsi ti zvoki so neverjetni. Ne bi mislil, da jih lahko doživiš v mestu. Tako da, evo, če ima kdo milijon in se lahko loti tega projekta, mi zdi, da bi bilo super ohraniti eno tako živ organizem, ker seveda okrog so že novogradnje z popolnoma asfaltiranimi tereni, ni nikjer več prostora za eno rastlino. Popolnoma moj projektek je pa vertikalni čaj, ki sem ga inštalirala tle nasproti Bikofeja, par metrov od tukaj. In ga zdaj tudi umaknila z zaprtjem Bikofeja. Je pa vrt, ki sem ga inštalirala na to okno. Namreč Bikofej je meni super kot prostor, ampak ljudje, ki so v Bikofeju ki so bili v Bikofeju, niso imeli povezave z naravo in seveda jim to ni bila prioriteta in se mi je zdelo, da je fajn, da se vključim. In sem v bistvu ko boste videli malo kasneje, s posaditvijo rastlin po obrobju ustvarila mali trgec. Mislim, pomagala ustvarjati trgec. In tle je zelo zanimiv, ker sem v razmaku 2 let fotografirala istega človeka na istem mestu. Prej in pol. Vrt je potem sodeloval na Chelsea Fringe festivalu. To je odvojka od Chelsea Flower Showa, tak revna sestrica od bogate sestre. In se zdaj širi po evropskih mestih. Letos sem ga videla tudi na Dunaju, pa mislim, da je bil v Dublinu. In to je bil en od prispevkov k festivalu v tem mestu. Z tem vertikalnim čajem sem pa želela doseči to, da bi ti isti ljudje, ki ne povezujejo svojega zdravja s hrano in povezujejo svoje zdravje s tabletami in vedno iščejo pomoč pri zdravnikih namesto, da bi še prej recimo v čajih. Sem pripravljala neke recepte, recimo proti boleči menstruaciji, pa ne vem, če te bolijo ledvica. V glavnem si lahko iz teh receptov si pripravil čaj. V času festivala sem tudi sama kuhala čajček, tako da se mi je zdelo to ena taka fajn edukativna točkica za ljudi, ki se tle gibajo. Potem sem seveda poskrbela ne samo za ljudi, ampak tudi za živalce. Naredila sem Bikofe, hišico za čebele in zelo je bil zanimiv, ker sem se tako usedla k mizi, da pa začela razmišljati o imenu in tako, Bikofe, jasno. Tako da letos sta se naselili 2 čebelci noter, divji, in pričakujem stalen porast prebivalstva. Še en stranski učinek tega vrta je pa ta, da vsi turisti, ki jih ni malo na tej ulici, brez izjeme, ampak res brez izjeme, se ustavijo, vohajo, šlatajo, se slikajo in odnašajo to točko s sabo domov. In to je super, to je
tako naključna posledica. Tle na tej strani, na tej vaši steni, sem pol vzpostavila še eno plezalko, ki je pol izgledala zelo bolj bogato, kot zelo na začetku. Ampak to fotko kažem zaradi tega, da vidite, kako to je en od organizatorjev, od najemnikov, prejšnjih najemnikov Bikofeja, kako osrečijo take male stvari, kot je en navaden tegelc, ene navadne rastline, recimo v tem primeru 2 človeka in posledično potem še ljudi, ki se gibajo okrog tega prostora. Tako, evo, zdaj pa še vrt, ki ni moj. Prosila sem ekipo Prostorož, da mi pripelje svoj projekt teh parkirnih rastlin za parkirišča, s tem, da smo se dogovorili, da za razliko od vseh ostalih lokacij, kjer so noter, kjer so uporabljali samo okrasne rastline, da smo tukaj dali že od začetka samo hrano. Maline, leske, robide, grozdje. To je en maraton grozdje. In kaj je to povzročilo? Da lokalni otroci vsak dan čekirajo, kaj novega zraste in to tudi konzumirajo. Tako da je to ena taka mala točkica, ki spet tvor, ki iz navadnega križišča naredi trgec. Še vrtovi. To je en vrt, kjer je spet en drug prijatelj odsoten iz države in ker je okolica taka zelo urejena, sem jaz v nasprotju s svojo naravo tudi zelo eksaktno postavila semena, posejala v ravnih linijah, inštalirala zastavice z imeni in osvojila sosesko. Ker namreč vedela sem, da zna biti problem, ker imam velikega črnega psa, da bojo kmalu začeli ugotavljati, da je on tist, ki je šel na njihovo gredo in naredil njeno škodo. Sicer moj pes je tak znan vrtnar in tega ne dela, ampak tako, v glavnem sem si pridobila zaupanje skozi to nemškost, skozi to urejenost. Nikjer drugje ne izgleda tako. Mogoče še to je bilo na začetku, to je klasičen trnovski vrt tukaj, najemam na pogodbo, enkrat na leto podpišem pogodbo za najem prostora. To je na Rimski, ena cezura je med hišami proti koncu Rimske in tam so gospe, ki so stare, obdelujejo prostor, ki so stare že tam 80-90 let in se počasi odmikajo. In mi je prijateljica sugerirala, da bi bilo fajn, da jaz malo stopim noter s svojimi 50 leti, ne? Da tako nosim nekaj časa to štafeto, da se ta skupen vrt ohrani kot vrt. In to je pridelek iz enega dneva, krompir pa grah. Pa je pa to spet nekaj, kar je v moji glavi, kar noben ne ve. Ob cukrarni je en tak živi jezik, mislim, ne more biti drugega. In tle si jaz predstavljam, zato ker je blizu ceste, da mogoče bi lahko zasadili neke te robidnice, drevesa, ki bi bila na voljo vsem. In to počasi se tensta. Jaz sem tako, približno 2 leti mi traja od takrat, ko se nekaj spomnim, do takrat, ko nekaj izvedem, pa je pol zelo zanimiv rezultat, ki je zelo redko tak, kot sem si ga zamislila, ampak se mi odvrti nek časovni krog. Seveda, važen del vseh teh skupnosti
je povezovanje tudi na širše med z ostalimi skupinami. In ta urbane brazde, ki so jih vzpostavili v sklopu EPK-ja, Evropskega mesta kulture v Mariboru, je fascinanten projekt, ki sem ga spremljala od vsega začetka, hodila vsakih 2 tedna tja na predavanja, se učila, kako gradijo skupnost, kako se ukvarjajo z milijon težavami in bila priča uspehu tega projekta. Pol sem organizirala, da je skupina iz Onkle gradbišča šla na obisk sem in obratno, da smo se spoznali, ker izmenjava izkušenj je nekaj najbolj žlahtnega in hitreje se učiš. Ker vsaka lokacija, pa vsaka skupnost je specifična in potem, ko to družiš, dobiš, kako bi rekla, hitreje prideš na cilj. To je recimo en vrt v Zagrebu, kjer sem dobila rastlince in sem jih posadila pri nas. Potem sem recimo obiskala eno farmo v Londonu, ki je že 40 let stara. Funkcionira kompletno, tudi finančno, znotraj same sebe. Recimo to sta 2 vrsti urbanih vrtov v Londonu. No, tako, zdaj nekako sem s fizičnim delom sem zaključila za nekaj časa, pa bi rada predstavila en mali segment v tej reviji, ki jo dizajniram. Sem se odločila iz istega razloga, kot sem prepeljala hrano v Open ali pa sem v Bikofe, da začnem s pisanjem ekološke rubrike GGG, Gays Go Green, in da probam na ta način posredovati neke informacije ljudem, ki ne povezujejo svojega zdravja z hrano. In jaz ne vem, koliko je ta kolumna imela kakšne posledice na bralkah in bralcih tega časopisa, ampak vsekakor je imela na našem uredniku, ker jaz skozi moje teženje o tem, kako se slabo prehranjuje, iz tiste oblike prišel v to obliko. Skupaj s partnerjem. Mislim, da sta shujšala, ne vem koliko, najmanj 15 kg skupaj. Tule recimo v tej kolumni govorim o tem, kako smo razdeljeni na male grupice, vsaka grupica se ukvarja s svojo malo temico in se ne znamo s sabo povezovati ali pa se celo sovražimo ali pa celo delamo vojne. In medtem, ko mi ljudje to delamo, nam ta ubogi planet pod nami tako razpada. Ne? Tako bomo imeli kmalu težave z življenjem, se mi zdi. Če bo trend našega delovanja šel na tak način, kot zgleda zdaj. In no, to je eno teh stvari, teh segmentov, na katerih delujem. Potem bi pa predstavila še par akcij, ki sem jih naredila ali offline ali online. En dan, jaz veliko težav razberem tako, da zjutraj odprem časopis in se razbesnim in potem moram reagirati. Prebrala sem v časopisu, da Lovska zveza Slovenije upravičuje, oziroma tako, da Lovska zveza Slovenije se je začela ukvarjati s 7 zaščitenimi vrstami ptic, ki jim je hotela ta status odvzeti.
To so pa argumentirali tako, da so rekli, če jih bomo streljali, bomo za njih boljš skrbeli. Ta stavek sicer ni bil tako napisan, kot sem ga jaz zdaj povedala, ampak jaz sem ga tako prebrala. In to me je tako, kako bi rekla, najprej razžalostil, pa v bistvu tudi razjezil. In sem začela raziskovati to področje, pa sem iz ptic prišla kmalu na volkove, začela hoditi na predavanja, poslušala neke predavatelje, ki so govorili o tem, kako so urejali 10-krat večje pokrajine, kot je Slovenija, v zvezi z medvedi, da ni bilo nobenega, kako bi rekla, žrtve na nobeni strani, ne na človeški, ne na medvedovi. In potem sem začela delati banerje za Facebook. Odprla sem Facebook stran, ker ga nisem marala, in sem v času, ko sem imela 50 prijateljev, za recimo, mislim, da je bil ta baner, dosegla, ne vem, skoraj 500 šerov, pa 700 lajkov, kar neka številkica za naš slovenski prostor. Šlo je pa za to, da so neverjetne, kako bi rekla, neverjetne fakte ljudi, človek, ki sicer usmerjen v svoj poklic, pa v svoje življenje, pa v svoje probleme, ko majčkeno odmakneš, pa pogledaš, ko malo pogledaš kamorkoli drugam, vidiš, da strokovnjaki za neko področje počnejo stvari, ki jih ne bi smeli početi. In recimo na primeru volkov, v Sloveniji imamo ocenjeno številko volkov 30 do 40. Vsako leto Zavod za gozdove odobri tretjino, kako bi rekla, številko, ki je predstavlja tretjino te populacije, da gre v odstrel. Problem z volkovi je pa ta, da so monogamni, da si izberejo enega partnerja, kar pomeni, da te družine razpadajo vsako sezono znova. Kar pomeni, da so šibke, kar pomeni, da grejo delati, namesto da bi lovile močne živali, grejo na drobnico, kar pomeni, da imamo ljudje večjo škodo, kar pomeni, da moramo večje odškodnine izplačevati kot država. Tako da cel tak nek kompleksen sistem, ki je pravzaprav namenjen samo temu, da nekdo profitira iz nesreče nekoga drugega. Namreč te odškodnine so velike in ekipa, ki je preučevala te primere, je zabeležila, je posnela, kako je kmet pripeljal 3 razmesarjene ovce na svoje področje, jih razporedil po travniku in zahteval odškodnino. In tako naprej. To v bistvu zelo kompleksen problem in jaz sem hotela to izpostaviti in s tem, ko je ta Facebook, kako bi rekla, platforma bila tako opažena, jo je opazil tudi en od novinarjev ene od televizij in sprintal te banerje in šel z mojimi banerji do odgovornih na Lovski zvezi pa na Zavodu za gozdove in jih soočil s tem. In ni dobro izgledali pred kamero, se niso znašali. In potem so bili volkovi postali zaščiteni za 1 leto. Potem ena druga akcija, ki je tudi zelo važna za okolje, vsako leto ena manjša skupina sicer protestira proti Monsantu, proti gensko spremenjenim organizmom, proti patentiranju semen in potem tisti dan posadimo rastline po celi Ljubljani, naključno. Evo, to je moj kolo in moj baner. V času protestov sem tudi vsak teden objavila
kaj bi jaz volila, če bi dobila idealno stranko, ne? Kaj more moja stranka mi ponuditi, da bi jo volila. In sem zajela elemente, ki so mi pomembni. Ne? Da voda ohranimo javno, da imamo semena brez patentov, da poiščemo obnovljive vire energije, da očistimo Slovenijo pesticidov, prepovemo gensko spremenjene organizme, ohranimo čebele, da z gozdovi delamo tako, da jih ne ropamo in da se fokusiramo na pridelavo ekološke lokalne hrane in da poskrbimo za javna zelena dela. Ja, to je en slogan moj, ki se mi zdi, da se ga kar držim. No in tako da povlečem zgodbo, a že spite? Da povlečem zgodbo iz neuspešnega iskanja čebelarjev, sem se lansko leto odločila, da zdaj pa ne morem več s temi moškimi, ki me vsakič se nekaj izmislijo, zakaj niso mogli pripeljati čebel. Sem se odločila, da se grem šolat, tako da sem se izšolala za čebelarko. Julijana mi je za rojsten dan poklonila klobuk, da me ne bojo opikale. In en nor detajl tega mojega podviga je, da sem ugotovila da sem spoznala najlepši zvok na svetu. To pa je, ko si ti sredi čebel in čebele naredijo neko čudo od zvoka in si omamljen od lepote tega zvoka. Blazno zanimiv fenomen, ki se mi je zgodil. V glavnem, skozi ta prizadevanja, da bi pripeljala čebelarje na te naše lokacije, sem spoznala kar nekaj teh vodilnih čebelarjev v Ljubljani in Sloveniji. Sem jih obiskala, so me poučili o težavah in radostih. Ti si bil en klasičen čebelar, to je malo manj klasičen čebelar, ta ne zdravi čebel, gospod prej zdravi čebele, ta ne dodaja sladkorja, gospod dodaja sladkor. Tako velike razlike so med čebelarji. Tle so 3 točke v mestu, kjer jih jaz želim le inštalirati. Zdaj skozi predavanja sem ugotovila, šla sem na predavanja zato, da bi videla, v čem je problem, zakaj čebele umirajo. Prepričana sem bila, da zaradi pesticidov, zaradi elektromagnetnega valovanja, zaradi vseh teh zunanjih vplivov. Ampak skozi iz ure v uro mi je postajalo bolj jasno, da so pravzaprav nebenefitni prav čebelari sami, ker redki še skrbijo za čebele, bolj pogosto skrbijo za profit. Kar pomeni, da jih hranijo sladkorjem ne samo čez zimo, da preživijo, ampak tudi takrat, ko nosijo med. Kar posledično pomeni, da mi ne jemo več zares pravega medu, da moramo imeti veliko srečo, da dobimo čisti med. Hkrati se pa v teh umetnih satnicah, ki jih ljudje ustavljamo, ki jih čebelarji ustavljajo v čebelnjake, vsako sezono nabirajo pesticidi, pa zdravila, s katerimi čebelarji tretirajo čebele, in potem na vsake 2-3 leta pretopijo ta vosek v nove satnice, tako da imamo iz leta v leto bolj obremenjeno okolje, v katerem čebele živijo.
Zdaj pa skupaj še s tretjo mamo iz razreda, ki že ima čebele, ker jaz jih še nimam, raziskujeva različne kako bi rekla, pristope k tem klasičnim boleznim, kot je varoja, ki pobija množično čebele. In ta mama iz razreda je naletela na tekst, ki govori o tem, da se varoja v takem velikem številu pojavlja zato, ker so te polja v teh umetnih satnicah večja, kot bi jih čebele same naredile, in varoja potem se lažje razvija in se s tem množi njeno število in tako naprej. V glavnem, kup je takih malih stvari, ki so mi tako začele blinkati antene. In med enim predavanjem, ko je predavatelj pokazal nek daljnovod in rekel, nikar ne dajete čebelnjaka v bližino daljnovodov, ker čebele izgubijo orientacijo pri elektromagnetnem valovanju. In mi, naslednji slajd je kazal inštalacijo modernega čebelnjaka z električno ograjo okrog, da ne bi recimo prišli medvedi do čebelnjaka, in z Wi-Fi tehnicami pod vsakim panjem, da ti lahko od daleč preveriš, koliko so čebele nanesle in koliko ne. Kar pomeni, da daš vir elektromagnetnega valovanja v neposredno bližino teh živali. In ko sem ga vprašala takoj, kako to on misli, kako se te dve zgodbi med sabo povezujeta, se mi je izmaknil. Šele na samem so potem govorila o teh stvareh. No, in zato se mi zdi, letošnjo zimo sem si zadala, da bom to področje raziskala in v prvi priliki postala ta prava čebelarka. Zdaj še en živ projekt, ki ni bil projekt, bom predstavila Kitchen Revolution. Začel se je v razredu. Hčerka je prišla domov in en dan je rekla, veš, danes smo se pa učili o družinah in učiteljica ni omenila istospolnih družin. In sem rekla, wow, dobro, zanimivo, to bi bilo pa mogoče treba popraviti. In sem vprašala urednika tega časopisa, ki izobražuje učitelje, kako s temi temami ravnati, če bi bil pripravljen priti za 15 minut v razred in predstaviti tudi cel segment družin, no? Vse družine, in je rekel seveda ja. Jaz sem potem poslala predlog na mailing listo, tako kot že nešteto predlogov, ki so bili vsi zelo lepo sprejeti. Potem smo se pogovarjali 2 meseca. Ja. In na koncu je bila odločitev taka, da bomo naredili predavanje in da je vse v redu. In tako en večer pred predavanjem me pokliče učiteljica in reče, da je dobila klic od enega starša, ki je rekel, da bo izpisal svojega otroka iz šole, če se to predavanje zgodi. Jaz nisem hotela, kako bi rekla, delati konfliktov in sem rekla, predavanje odpade, ampak v istem tednu sem ga organizirala pri nas doma. Prišlo je, mislim, da sem naštela 43 živih ljudi. Povabila sem predvsem starše, ki so bili skeptični, da pridejo sami, brez otrok, da vidijo, da nobenega nočem, kako bi rekla, spreobrniti v nekaj, kar noče biti. Smo imeli izjemno lep dogodek, zato ker so bili otroci popolnoma sproščeni, predavatelj je bil popolnoma sproščen in tudi starši so se s časoma sprostili.
Tajko je naredila catering s sušijem, tako da nekateri od staršev so prvič spoznali suši, tako da sem jim rekla, ne, vsem tem ljudem, sem rekla, gledajte, koliko je fajn, da spoznavamo različne kulture, ker smo potem se tako obogatimo. Ne, ker ena mama je rabila, mislim, da pol ure, da je prišla do mize s suši. In pol, ko je izvedela, kaj noter, je rekla, ma si res to dajem v svojo hrano. Ne? In je probala in je bila zadovoljna. Ampak, tako da, fajn je poslušati ljudi, ki so drugačni. In fajn je ustvarjati take pogoje, da se ljudje, ki so drugačni, lahko srečujejo. To je pa hčerkina risba tega dogodka. To je učiteljica, ki govori o družinah. Vsak se prepozna, govori o žabi družini, govori o družini od tega, kaj je to, severnega pingvina, pandi, kuža, ne sliši nobene besede, ne? In se zjoče, ker njegove družine niso omenili. To je bila reakcija, koliko je bila, 10 let sta bili stari takrat. Zgodba se še nadaljuje. Po nesreči je ta urednik imel v enem tednu od tega dogodka 2 velika intervjuja, mislim, da je bilo v Delu, pa v Mladini, in je omenil, da se je tema, ki bi mogla biti predavana v šoli, da se je umaknila v privatni dom. In potem je stroka reagirala in potem so se ljudje začeli končno pogovarjati o odnosu do homoseksualnosti tudi v osnovnih šolah. Ker prej so bili, seveda, vsi so bili samo tiho. Noben ni tega, kako bi rekla, tega vprašanja naslovu. Vse je bilo v redu, dokler so bili vsi tiho. Na kar je bila še eno nadaljevanje kustosinja, ki so jo povabili, da naredi razstavo v Beogradu v oktobrskem salonu, je ta projekt vzela za izhodiščen projekt in je potem zbirala projekte na razstavi, ki so nekako se angažirano dotaknili prostora. In je bila zelo zanimiva razstava, moram reči. Čeprav to ni bilo začeto kot umetniški projekt. Potem pa še ta zadnji projekt Kill the Neighbor, razstava, ki smo jo naredili v Bikofeju. Namreč vsako leto za rojstni dan moje hčerke naredimo nek projekt. Njeni starosti primerno. Enkrat imamo pira Tivoli, pa se gremo pirate v Tivolju, enkrat obglavljamo, jemo možgane ven iz dojenčkov, ker smo zombiji. Lansko leto sem pa narisala strip njenega življenja z naslovom Tintin, ker je postala najstnica. In tako je bila, ta strip je bil zelo lepo sprejet z njene strani. In letos smo razmišljali, kaj bi letos naredili, in smo se odločili, da bomo imeli skupno razstavo v Bikofeju. Ampak ko je prišlo do tega, da smo začeli razmišljati, kaj bomo razstavili, to bi mogla biti neka družinska razstava s poudarkom na najstništvu in tako naprej, smo zvedeli, da zaradi investitorja, ki pritiska na mesto, zaradi Bikofeja in še nekih sosedov, da bojo pač, da so te najemniki izgubili in denar in voljo in vse, in da se poslavljajo tega prostora. In naša prva reakcija, ker je to naša dnevna soba v resnici in ker hčerka preživi, tako kot midva, veliko časa v tej skupnosti, je bila seveda spet žalost, pa jeza, pa vse to, in smo hoteli reagirati, smo hoteli pokazati našo bolečino
ali pa naše veselje skozi to, da smo iz nabora 6000 fotografij, ki vse obsegajo dogodke, male iskrice med ljudmi, med sosedi, da bomo to nekako predstavili. In seveda sosed, ki se ga ubija, smo mi in bikofe. Tle recimo začela sem s to fotografijo naše prijateljice, ki je bila včasih varuška, ki teče po cesti, po ulici za to japonsko prijateljico in ji poskuša vročiti rojstnodnevno torto in šopek rož. In ona pa teče naprej in se podita po cesti. In jaz sem to uspela celo zabeležiti. Na koncu ujame. In to je bila neka taka razstavca na koncu 100 fotografij, ki so vse kazale te mala tkanja med ljudmi, ki ne bi bila mogoča, če prostor Bikofe kot tak ne bi bil tak, kot je bil. In smo hoteli pokazati, kakšna velika škoda se dela s tem, da akterji v tem konfliktu ne znajo najti rešitve. Moram poudariti še enkrat, najbolj vztrajen pri zapiranju Bikofeja je človek, ki tle ne živi, ki ne prebije niti minutke svojega časa, ampak je investitor, ki se je zmotil v svoji investiciji in vali krivdo za neprodajo tega stanovanja, ki ga hoče prodati na Metelkovski bife. Stanovanje je v tej zgradbi? Ja. Dve nadstropji nad bifejem. V glavnem, razen naše družine so skoraj vsi sosedje podpisali peticijo proti Bikofeju. Ko sem potem sosede spraševala, a so podpisali ta papir, so rekli, ja, veste, jaz nimam nič proti, ne? Ampak sem vsem podpisala. No in tako smo izgubili ko bi rekla, po našem mnenju, eno zelo pomembno točkico, ki jo bo težko vzpostaviti. Zdaj se vzpostavlja pritličje, bomo videli, kam bo to šlo. Ker taki prostori, ki nudijo kaj več kot to, da se kot da piješ, se zadaneš ali karkoli, so redki. Po takem mestu, takih razmerij pa sploh. Tukaj imam samo en prizorček, ene od teh sladkih trenutkov dražbe, ki jo je vodil Vuk, držal ljudi v napetosti 2 uri, nekaj takega, ki je špila od zadaj. In potem drugo dejanje te iste terase, ko ta investitor na molu zatrjuje, da ne more priti do svojega doma in da je treba ograjo oziroma teraso zmanjšati za 1 meter. S tem je seveda naredil veliko finančno škodo in tako naprej. Te zgodbe je veliko. Investitor je lastnik stanovanja? Ja. Kakšni investitor je to? Vsak stanovalec je investitor? No, pač ta gospod je kupil stanovanje, ga preuredil in ga zdaj prodaja. Zakaj rečete investitor? V čem se razlikuje od vsakega drugega lastnika stanovanja? Ne živi, nima namena živeti v tem prostoru. To še ni razlika. In je kupil stanovanje samo z namenom, da ga preproda. Takih je veliko. Zakaj ga imenujete investitor? Ker je investiral v to nepremičnino. Kaj se vsak investiral pri kupu stanovanja? Mislim, da mu dajete nek večji pomen, kot ga ima v resnici. On ima odvetnika, ki stalno pritiska na mol. In je dosegel to, kar je želel doseči. Ampak ne kot investitor, se ni nič investiral nikamor. Pa če kupil stanovanje, pa kaj pol?
Jaz mislim, da dejansko manj pomena ima. No, kakšno? Pač lik zaradi tega, ker je izključno finančno se dal v ta segment. Ko kupiš stanovanje kot investicijo, ne? To je stanovanje nekje v Štuku, kaj ga briče? Če jo kupiš kot investicijo, potem ga tudi potretiraš, ne? In pa si investitor, ker od tega pač nekaj imaš. Tukaj ne tukaj smeri je problem. Zakaj se ga moraš sploh upoštevati? Tukaj se mi zdi zanimivo. Ja, je zanimivo, ja. Se strinjam. Tole je en od večjih dogodkov pod našo hišo, oziroma dva koncerta. To so bili taki zamejeni dogodki. So trajali 1 uro, uro pa pol in so se tudi, kako bi rekla, končali. Medtem, ker namreč problem tega centra je seveda v hrupu in v tem, da ne spiš in ampak zdaj, ko je bil Bikofe zaprt, spet nismo mogli spati. Zato, ker so lokali, ki ne nudijo samo drogo oziroma alkohol, pač še vedno odprti. In lokali delajo do 4 zjutraj. In ob 4 zjutraj mi dobimo pošiljko agresivnih ljudi, mimo hiše, nam zvonijo, razbijajo. Zadnjič so razbili retrovizorje na vseh avtomobilih na ulici. In tako naprej. Pojejo fašistične pesmi. In to so taki težki trenutki po noč, ko slišiš take stvari. In Bikofe je bil, kako bi rekla, je vzdrževal en drug segment ljudi. Ljudi, ki so niso bili nasilni, ne? Ki so bili tako, kako bi rekla, ja, ki so bili druge vrste. No in tle so se dogajali taki veliki dogodki, pa mali dogodki, nek avtonomni radio, ki smo ga inštalirali, antene na otroško sobo. Dogajajo se taki miniaturni dogodki, ko Vrabček in moj pes pijeta iz iste sklede in to traja 20 minut. Dogajajo se taki miniaturni dogodki, da pes, ki bi mogel biti povezan, ker je nevaren, služ za igračko otrokom, ki grejo mimo. In če tega prostora ne bi bilo, se ta dogodek ne bi mogel zgoditi. No, zdaj pa spet se vračam na drevesa. Odkar imam otroka, sem se vsako leto sekirala, ker ne maram plastičnih drevesc, pa tista drevesa, ki rastejo, se mi posušijo doma. Vsakič imam težavo in slabovest, čeprav so to drevesa, ki so jih odstranili zato, ker rečijo gozd, vsakič imam problem z nakupom. In 2011 sem rekla, če že kupujem, bom kupila taka drevesca, ki so zelo malo časa rastla, da naredim čim manjšo škodo, na kar seveda sem jih okrasila z to solato in tako, na kar sem 2012 se spomnila na končno rešitve. In rešitev je ta, da gremo v naravo, nekam blizu, okrasimo smrekco, ki nam je všeč, se obdarujemo, poberemo vse, kar smo prinesli in bolj ali manj zmrznjeni in bolj ali manj veseli gremo nazaj domov. In to je zdaj naš način, kako praznujemo te praznike. In pustimo drevesa praktično nedotaknjena. Že 2 leti se ukvarjam s tem, kako bi pa le naredila neke okraske, ki bi služili kot hrana za ptice. In ker nočem, da mi mrtve krave visijo po drevesih, ta loj pa to, še iščem način, kako bom se spomnila te okraske narediti. Da to služi kot hrana in da ne dela škode.
eno jutro spet se usedem v Bikofe in odprem tole stran in izgleda, kot da nekdo hoče direktno uničiti moje življenje. In na eni strani govori o zapiranju Bikofeja oziroma o tem problematiki Bikofeja z besedami občina Bikofeju pristrigla peruti. Na zgornji polovici časopisa pa članek govori o spornih bukvah na Vegovi in o zahtevi Zavoda za spomeniško varstvo oziroma ene gospe, ki je specialistka za Plečnikove parke, ne? Da se morajo te bukve odstraniti, ker niso bile na načrtu in ker škodujejo spomenikom. Potem sem jaz seveda spet začela razmišljati, začela pisati tekst, potegnila po Facebooku kontaktirala Lukata Omladiča pa Darjo Matjašic, da bi mi vsak iz svojega strokovnega stališča malo razjasnila to težavo, malo me pravzaprav izobrazila. Hkrati sem šla na sestanek s to gospo, ki to zahteva od mesta že nekaj časa, da bi razumela njene razloge in me ni prepričala. In potem smo objavili ta tekst v Delu. Hkrati sem kontaktirala tudi gospoda Koželja, ki mi je zatrdil, da je politika mesta taka, da ta velika drevesa želijo ohraniti. Kasneje mi je zatrdil, da bodo drevesa zaščitena, mislim, da se jih bo zaščitilo. Pa s to temo sem se blazno izobrazila o tem, koliko recimo eno drevo prinese k nekemu mestu. V New Yorku so vzpostavili en software, en program, ki se imenuje iTree, in so zmapirali kompletno mesto in izračunali, da drevesa pomenijo 220 milijonov prihrankov z tega nabiranja deževnice, črpanja ogljikovega dioksida, več kot 1 milijon prihranka na področju zdravstva. In da v bistvu, ko recimo pride do tega, da zboli več dreves, kakšno širše področje, ko ti vidiš, kakšna je njihova vrednost, dejanska finančna vrednost, jih ne greš več posekati, ampak jih greš zdraviti, ker se bolj splača zdrav drevesa, kot jih pač samo ubiti. V glavnem, pri naši hiši, ne, ki je ta rozasta tam, se v zadnjih 2 letih, ko sta 2 stebri, 2 drevesi bili posekani, pozna tudi tako, da imamo ful bolj vlažno klet, ker recimo eno odraslo drevo lahko zajame tam 26,000 litrov vode, deževnice, mislim te vode na leto. In seveda hladi same hiše. Špela, ti imaš pri sebi primer, ne, da so ti velika drevesa odstranili in zamenjali z nizkimi in je stanovanje vroče in rabiš dodatno energijo, verjetno, da stanovanje hladiš. Če bi tisto drevo še tam raslo, bi bilo za vse skupaj cenejše. No, tako izgleda tale naša Vegova in ta motiv sem dala na eno od kartic. S temi Kill the Neighbor sem naredila 18 razglednic, kjer na vsaki razglednici pokažem en motiv iz življenja te skupnosti oziroma tega prostora in na zadnji strani dam komentar.
In namreč v času priprav na razstavo, ko sem jaz že mislila, da so ta drevesa zavarovana in da je to vse urejeno, pridem s našim psom, tako kot vedno, na Vegovo in zagledam gospo, ki si prizadeva za poseg dreves, da ima spet novo skupino in razlaga, zakaj je treba ta drevesa posekati. Jaz sem takrat, ko je imela predstavitev vizije Vegove s temi posekanimi drevesi in pudli in gospami iz dubajskih shopping mallov, sem ji dala kartice, sem jo povabila na to razstavo, da se bi še kaj pogovorile, ampak pravzaprav posledica je bila ta, da sem iz lokalnega društva arhitektov Ljubljana dobila dopis, da sem neprimerna aktivistka in da pozivam na linč. Kar je zelo zanimivo, da v bistvu svojega oponenta demoniziraš na tak način, ampak never mind, ker reakcija tujine, lokalnega prostora je bila taka, reakcija tujine na to razstavo pa bilo povabilo na umetniško rezidenco za 2 meseca na Kubo, kjer bova z Vukom delala projekt, ki bo kasneje predstavljen na Beneškem bienalu arhitekture in v Marseju. To je hiša, ki se ta hip, ki je del UNESCO dediščine, ta hip jo prenavljajo za nas. Mi bomo prvi umetniki, ki bomo tam naredili projekt povezan, verjetno v mojem primeru s tem neverjetno posledico politične nesvobode in kvazi socializma. Namreč Kuba je, kako bi rekla, po mojem mnenju enih 20 let pred nami, ali pa 30. Oni so s propadom Sovjetske zveze v trenutku izgubili dostop do nafte, do pesticidov in poprečno je cela populacija shujšala za 10 kil. In to dejstvo, da ni bilo več, niso mogli več upravljati teh velikih posestev državnih, je bila v tem, da so ljudje na vsakem koščku, ki je bil svoboden, avti se pač niso mogli več voziti, na parkiriščih začela vzpostavljati vrtove in Havana je 80% samozadostna z področja zelenjave, kar je neverjeten dosežek za veliko mesto. Hkrati, zdaj, ko raziskujem, ko se pripravljam za to projekt, prihajam do zanimivih podatkov, da enega ameriškega znanstvenika v zvezi z avtizmom pri otrocih. Namreč, v Kubi imajo, mislim, da nekje 150 ali pa 180 primerov ali 170 primerov avtizma na 11 milijonov prebivalcev. V zahodnem svetu je predvideno, da bo leta 2025 polovica otrok avtističnih. Polovica. Takole raste krivulja skozi ta leta. Jaz imam, mislim, da 6 prijateljev, ki imajo avtistične otroke, kar je nemogoča statistika. In ta avtor ugotavlja, da tudi na Kubi se cepijo otroci, tako kot v Ameriki, recimo primerja te 2 prostora, in ugotavlja, da zdravila, ki jih avtomatsko dajejo otrokom ob cepljenju, ki naj bi preprečevala temperaturo, višanje temperature, vsebujejo snovi, ki delujejo na genska mesta. Poleg tega, seveda, to pesticidi v Ameriki, gensko spremenjena hrana v Ameriki, vse to se sešteva
da potem dobimo tako grozno statistiko. Kuba je tudi edino mesto na svetu, kjer se korale še razvijajo, ne pa upadajo. In zdaj seveda, ko je postala spet prijateljica, oziroma Amerika prijateljica z Kubo, pričakujem, da bo ta segment teh pozitivnih značilnosti zelo kmalu zmanjšan. No, ampak se blazno veselim te džungle. Tle sem vam pa za konc hotela pokazati en žepek upora, za dati pogum, tudi če zgleda, da noben te ne razume ali pa ne podpira ali pa so vsi proti ali pa noben ne razume, kaj sploh hočeš povedati, se splača slediti neki viziji, ki se ti je zgodila v glavi že zaradi česa, in na njej vztrajati. Mislim, da je to zelo zanimiv, kako bi rekla, zelo zanimiv primer degradirane družbe in pokrajine z eno samo točkico. In za naš prostor, ne, za Slovenijo, se mi zdi, da to, kar sem prej rekla, da je treba se povezovati in biti pozoren na teme glede okolja, je važno, da ne bomo mi postali taki, kjer bo samo tu pa tam ena točkica. Da bomo probali zadržati ta trend degradacije okolja in se povezovati med sabo čez te naše različne poklice. Ker jaz kot oblikovalka in ljudje, arhitekti in urbanisti, smo v bistvu, kako bi rekla, brati v zločinu, ne. Mi, če ne znamo dobro delati, če se ne zavedamo, kaj pomeni 100.000 naklade neke knjige in ne zberemo tazga papirja, ki je prišel iz gozdov, ki se jih vzdržuje, ali pa kjerekoli druge segmente teh našega posla, povzročamo veliko škodo s svojo strokovnostjo, ne, svojo titulo. In takole, zdaj bomo zapeli skupaj. It's now another. Yes,